Yo folk, z vami je Tadi Tada in vi poslušate Radio Aktivno. Introm za ovinkom, še večji ko Preštič uletava King Kong. Ne se kurči za blingom, ker ti strgamo ketno, poberemo kinto. Epicenter, hip-hopa kingdom, tole ni velenje več, lega to je Kingston. Svoj gan na lowdown, spomban, flow fun, lega ko je showtime. Vsi vejo da ona, čigava je krona, iz tega letrona. Prihajam iz vele betona, trademark, main star, vele ikona. Kdo vas učil je zanata, repat in hasla, dilat in baka. Vem, lega vem, da sem krem, dela krem, big G motherfucker. Za moj folk, tvoj blok, bil zram lega non-stop, povsod za svoj brok, za štrajk in za bojkot, bil tu sem takoj not. Mi lega tole delamo že veke, ne mi glumi tukaj primadone neke. Vedno jači za sceno in hejte za hip-hop in rap glasu, pred časom. Jevolite fiti, MCs bulih je na kiti, lega fuck that. Mamo znanja in high-tech, mic check, pazi comeback. Oni bi ga radi mrvili, ko mi ne morijo lega, nimajo ta feelinga, ne tregajo v skillih. In obeni tole večji pa so reperi, pa malo jesem bok, te sploh se ne glej, ker te flow pelje. King Kong, King Kong, King Kong, uletava King Kong, King Kong, King Kong, Tadi Tada, Jani, Urak, King Kong, King Kong, King Kong, King Kong, uletava King Kong, King Kong, King Kong, Tadi Tada, Jani, Urak, King Kong. King Kong je bila uvodna v predstavitev albuma King Kong, Tadi Tada pa je z mano. Lepo zdrav. Lepo zdrav, Boštjan. Nekoč Damir. V bistvu Damir sem še vedno, to je osebno. Sedaj Tadi Tada. Tako, v bistvu Damir je moje pravo ime, iz tega je izhajalo pol tudi Nemir, Damir, Nemir. Iz, bom rekel, rosniških let. Po vmes se je pa pač to prelevilo v Tadi Tada, ker me Tadija največ kličejo. Ljudje pač, ko me poznajo najbolj iz priimka Tadić in me pol pač nekot se me je držalo to ime in sem pol dal Tadi Tada in zdaj je Tadi Tada. Kako to, da si iz Nemira, ki je nenazadnje tako poslušljivo ime, se spremenil? V Tadi Tada. A se ti zdi bolj poslušljivo? Ja. Verjetno zato, ker se je toliko enih nemirjev. To sem zdaj že, bom rekel, malo prežvečeno, že govorim skozi vsakmu intervju, ampak naj še tu povem. Ogromno enih glasbenih skupin pa artistov je prišlo pod tem imenom in me je to motilo. Sploh, ko si prišel na YouTube, pa si v tipku Nemir, si imel francoskega reperja, bosanskega reperja, ansambl Nemir in pač ni bilo več toliko unikatno. In sem rekel, da hočem pač nekaj bolj unikatnega in evo, zdaj pa Tadi Tada. So te pogosto klicali in rekli, radi bi imeli izvajalce na poroke, kako čestitko za presenečenje? Niti ne, na porokah ne. Po kakih nočnih klubih, pa športnih prireditvah, pa kaka privatka rojsten dan, pa rade volje. Res pa, da večino zadetkov na Google vrže ven ansambl Nemir. Tako, ja. No ja, oni so pa tam prevladovali, to pa je res, ja. Drugače pa glasbeno te ni moč zamenjati z narodno zabavno glasbo, ker ti delaš nekaj popolnoma drugačnega. Ja, definitivno. Hip-hop je pač moj žanr že zadnjih 15-20 let. Mislim, pač to, kar jaz ustvarjam, ampak definitivno se razvija, prihajajo zraven druge veje. Tudi jaz poslušam sam ogromno ene pop glasbe, rock glasbe, vse, se pravi vse, kar mi je, tudi narodno zabavno poslušam, sploh kako Balkan. Vse, kar se me dotakne, kar mi je cool in probam nekot malo, bom rekel, ustaviti mogoče kakšne dele tudi v hip-hop, se pravi malo povezati, malo združiti, malo razširiti bom rekel, tipičen, klasičen hip-hop in ga nadgrajevati in to se verjetno tudi dosti čuti na mojemu novemu albumu. Pomeni, vse to povezuješ? Definitivno. Za mene je glasba pač nima limita in ne omejujem se na tipičen, klasičen hip-hop, rap, ne vem, rečemo nek newyorški sound, ampak res, glede na to, da so moje korenine iz Balkana, glede na to, da sem jaz rojen v Sloveniji in imamo tukaj še ogromno ene druge, bom rekel, svoje kulture, probam unesti vse to noter, da ne bom predstavljal neko sam tipično črnsko kulturo, ampak da unesem še malo naše kulture, malo avtentičnih stvari
stvari, ne. Da ne bo kje v prihodnosti zopet tada postal nemir in potem bo nemir in nemir. Ja, upam, da ne, mislim po mojem, da ne. Greva z glasbo naprej, druga bo tada, se v tej predstaviš? Recimo, ja, pač moj alter ego, pač ta je tak egotriperski komad, ki ga ima, mislim, da vsak raper in ki ga mora imeti, se pravi neka predstavitev, tako sem rekel, neko egotripanje. Pač vsak raper govori za sebe, da je najboljši, da pač drugi so proti njemu nula, da malo opisuje mogoče svoje neke najbolj značilne stvari, kire njemu ležijo in pač kire njega predstavljajo, opisujejo in to je pač ta komad, tada. S tem tu začenjam album. Halo Kuzmane, Tadić tule. Halo? Kdo? Tadić, Tadijano, raper. Zdravo. Servus. Zdravo. Ej, veš kaj, snemam en album zale, pa bi te rabo, če bi mi prišel neke skite posnet na hitro sam. Ski kaj? Skit, to je neka fora pač, ko mi raperi uporabljamo, pač skit, da lej, najbolj priješ v studio tule, pa boš tek videl, kako pa kaj. Okej, mislim, a to zdaj me res rabiš, ali je to neka fora? Ma ne, no, res to rabim, no, ti pravim, da snemam album, no, vse si verjetno videl že komade moje, pa slišal pa to. Neko enkrat si me v osnovni šoli tudi povabil, da ti nekaj pomagam, potem ste me pa tepli. Pač ti, pa Klinc, pa Dule me ni, ko je imel roko v gipsu, ampak ti si me pa te pozihal. Se meni bolelo, vse mi je bilo fajn, ko sem se družil z vami, sam se mi je bilo tako malo čudno, no. A to zdaj res me rabiš? Pa ne, no, pa škija, ono je bila fora, kaj ti je, stari, to je bilo 20 let nazaj. Pa ja, res to rabim, no, dej, pizda, jaz sem zdaj odrastel človek, dej prid v studio, pa boš videl, no, da bomo res nekaj posneli, no. Okej, kje pa je studio? Pa tu, na Kardeljevi. Velenski hangar, razfukan bolj od Hirošime, tudi mi smo bagra, isto ko pa Čiro Smirbe. Raperi so Luka Dončić, step back, ker bo po teb kmet. Dolgo pričakovan, iskani artist, moji komadi so preharzan na hard disk. In jaz ne rabim lajka, niti mnenje lajka, ko prime majk, lega zgineš te ko psica lajka. Zato pa ne se kurči, vedno obstaja hujši. Tvoj raper najljubši, mi ga puši, ko smo v bajti vlada anarhija. Kmeti, vi ste samo farma, lega mi smo farmacija. Zato nikol ne delam kar mi ni, in kar bi ti prodana vulkarit. Cardi B, ko uletavam roke gor, yo, to je pljačka, ukradem vedno show. Da ti raperi so slab blef in pa outlet, nobeden ima tak šmek, niti mindset. Zato serviram hard shit, vedno hard rap, ko prime mikrofon in ko reče mic check. Veš da delam vedno motherfucking hardcore. Za Velenje represent, Tadija, to je Tada, Čevlega, to je to. Slivam viski za une ki jo tu ki so prehičli, reprezentam skozi tu Velenje distrikt. Dilat program, no tupek se ne splača več, če ka znam je ta rap in obračat cash. Pa ne izdajam tule kar je skrivno, jaz izdajam sam albume in račune na svojo firmo. Zato mi rap in pa žep lega benga skos, ker imam žilico za posel in ne za horse. Moji pobi so previdni, vedno krimi laganini, no tu v igri, jaz ne vlečem belca, a vsem vedno sem na liniji, pa zaslužim čisto vsakič, ko Nokia zvoni mi. In zapalim čisto vsak flow, pa sploh ne rabim torbe, benzin pa take fore. Vsaka ulica in blok lega, dober ve kdo je to lega. Da ti raperi so slab blef in pa outlet, nobeden ima tak šmek, niti mindset. Zato serviram hard shit, vedno hard rap, ko prime mikrofon in ko reče mic check. Veš da delam vedno motherfucking hardcore. Za Velenje represent, Tadija, to je Tada, Čevlega, to je to. Tada z albuma King Kong, albumu si nadel tak mogočen naslov. V bistvu je prvi singl, pač intro,
uvod v album se imenuje pač King Kong. Ideja je nastala čisto spontano. Naj omenim prvo, da ko sem prišel v studio, oziroma ko sem začel snemati ta album, nisem vedel še, kako bom dal naslov, kako ga bom naslovil, ampak je avtomatsko neko tome se ideja čisto spontano porodila. Pač sta pa dva krivca za to. To je moj producent Jan Irak Mental Lil, ki je naredil glasbo za ta komad. In ko sem jaz čul to glasbo, me je avtomatsko neko asocirala na džunglo, na King Konga. Ta nek počasen ritem, čeprav je 130 BPM, ampak je tak nek počasen ritem, zvoki so taki, kot sem rekel, neke zvoki Amazonke in enostavno me je tako asociralo na to. Po drugi strani je pa drugi krivec bil moj prijatelj Marko Potočnik Simple iz Ljubljane, ki mi je delal pač papirčke Ziggy Rizle, ki sem jih tudi tam prenesel. In je rekel, da bi on naredil za moje rizle, da ima ful hudo idejo in da bi naredil enega King Konga z rdečimi očmi. In sta to bile take neke dve povezave, se pravi ta beat, ta glasba in ta logotip za rizle je meni pa enostavno neko odklikalo in je reklo King Kong. To je to. Jaz moram tek nasloviti album in tudi prihajam z novim imenom, prihajam močnejši in prihajam z nekim večjim projektom in se mi vse to zelo nekako povezano. Tako da od tu je nastala pol ideja King Kong. Kdaj pa kdaj je tako občutek, kako da želiš vse pohoditi? Ja, to je to, kar sem prej razlagal. Raperi smo zelo egotriperi v komadih, pač osebno jaz nisem tak, se ne rad baham, ampak v komadih dam pa res ta ego ven iz sebe, kjer ga mislim, da tudi dokazujem. Se pravi, če si egotriper, moraš pol tudi to dokazati, da si. Moraš pač biti tehnično podkovan, imeti dober flow, dobre rime, da lahko pol zagovarjaš ta stav. In pač, ja, jaz se mogoče v hip-hopu počutim kot gorila, ko stopim na oder, ko stopim v studio pred mikrofon, se mi zdi, da kar premlatim konkurenco, no, če lahko temu tako rečem. Pa je to danes v glasbenem smislu možno ob dejstvu, da je konkurenca tako močna? Je možno. V bistvu jaz iskreno ne doživljam sploh svojih glasbenih prijateljev kot konkurenco, čeprav včasih to naglasim tako v intervjujih ali pa nekje. Jaz enostavno delam glasbo, ker mi je fajn in me to izpolnjuje in mi je to pač en tak življenjski stil, ki ga jaz živim, ampak če bi že pa mogel to naglasiti oziroma nekot ponazoriti kot konkurenco, se pa počutim, ja, ker pač veliko ime med vsemi temi rap kolegi. Dejansko poveš, kaj ti leži na duši? Definitivno, tako je. Vse, se pravi vsega. Odkar mi leži na duši. Ja, tudi fikcije so mi cool, ko MC mal, bom rekel, fantazira, pa govori tudi o stvarih mogoče, kjer on ne živi ali pa ne doživlja, ampak malo iz drugih zornih kotov, kaj pove. Tako da dejansko vse, se pravi, to je umetnost in vse, kar se ti zdi cool, oziroma kar se meni zdi cool, je sprelijem pol v komade. Naslednja bo Ambicije s prav posebnim zapisom na koncu, s končnico E. Tako, E kot evro. To smo se že pogovarjali, ja, v prejšnjem intervjuju sem tudi naglasil, da vsi stremimo za denarjem, pač vemo, da od zraka se ne more živeti in pač jaz tukaj pač hočem poudariti to, da je res, da vsi rabimo denar, s katerimi si kupujemo dobrine, da lahko preživimo, ampak vedno tudi pač naglasim sploh mladim, da nič ne gre preko noči, vse stvari se mora delati na dolgi rok, če hočejo biti trajnostne in to je, mislim, tudi sporočilo tega komada. Mi smo zafukana sorta, tu lete hudara šopa. Eni so brati v paranoji, ker jih je sfukala koka. Flow peligroso, teko Honduras, ki nekog udra iz bloka. In ko me slišiš, vedno si misliš, kurba ga cota. Vsi vejo v hudu, da štartu sem tule do vrha iz nule. Moj moto in moj plan je hustle for life in to the fullest. Pa grindam vsak dan, a ne mislim na skank, brat, you done fuck. Preveč si povleku, vsi drugi so krivi, da ti si ostal tak. Še vedno je mozak na mestu, še vedno so pare v šteku. Še vedno smo tule med bloki, še vedno so hejti na netu. Sponzoru še glupe, zbirajo lajke, da blebi v trendu. Čakajo princa na belemu konju, dobijo pa konja na belmu. Motivira tule me uspeh, jaz hočem več, lega da se splača spet, yeah. Pa moram tule tale cash vzet, ker tale cash, lega tu obrača svet. Sam niko ne pozabim na vrednote, prvo zdravje in familija, pol pa hustle hard za mase denar in tego krog. Prvo zdravje in familija, pol denar je res, da ni vse v cashu, sam z denarjem ful je lažje, hej, hej. Prvo zdravje in familija, pol denar je res, da ni vse v cashu, sam z denarjem ful je lažje, hej.
ona parama je fokus. Samo že od malih nog pred bloku. Jaz moram zdaj uspet, moram tale cash vzet. Dober vem, da je zvon zmogu. Prihajam iz kraja, kjer se od malega baka pije in valja. Vse to sem dal čez, za mlade nikoli ne zavajam, ker vem, da jih palijo spoti. Hočejo ice na vratu, hočejo ice na roki, hočejo life v zlatu, hočejo preko noči slavo, denar, moč in ugled. Ne vejo pa to, da kar hiter pride, tudi hiter gre. Moje naselje spominja me mal tu na favele. Oči so rdeče, teren je zelen, črte so bele. Velenje mi gente, kje in za ko okolica komprende. Zajebeš ekipo, zdrobite ko blender, pa moreš na rentgen. Moji so pobi legende, street ko bloki in štenge. Tuče za hojdi poleti, zmrazite ko da je december. Zdaj gledam drugače, iz mojega vidika večji je spekter. Plane imam večje, verjamem v sebe in prioritete. Še vedno respekt imam za mlade od tule vse pobe iz ceste. Ker ne pozabim nikoli, kje mi je dom in kje začel se. Prvo zdravje in familija, pol denarje. Res da ni vse v kešu, sam z denarjem ful je lažje, hej, hej. Prvo zdravje in familija, pol denarje. Res da ni vse v kešu, sam z denarjem ful je lažje, hej, hej. Zato na parama je fokus. Samo že od malih nog pred bloku. Jaz moram zdaj uspet, moram tale cash vzet. Dober vem, da je zvon zmogu. Ambicije in tudi tada vodaje radioaktivno, si del velenjske rap scene, kot je videti in slišati je ta zelo aktivno. Ja, Velenje je kar, lahko rečem, kar metropola hip-hopa v Sloveniji. Nekje sem prebral prestolnica slovenskega rapa. Tako, bi se strinjal s tem, ja. Mogoče po kvantiteti ne, ampak po delu pa po kvaliteti pa definitivno. Nekot smo, kaj pa vem, veliko folka me vpraša, zakaj je temu tako. Enostavno smo neko tako industrijsko mesto, pa moja generacija je, bom rekel, generacija, se pravi neki otroci iz ulice, kjer so stari garali, ne vem, v Rudniku pa v Gorenju, mi smo pa ta čas bili, ne vem, srednja šola pa dosti, ko sem rekel, na ulici in je nekot šlo z hip-hopom, ker sam hip-hop izhaja iz ulice in iz teh nekih industrijskih okolij. In smo bili brez lake na jeziku, nikoli se nismo prilagajali, smo bili dosti, bom rekel, brezkompromisni, če lahko temu tako rečem. In mislim, da je to tudi pol ta avtentičnost tega zvoka in, bom rekel, naših, pač s tem, kar nas drugi pol omenjajo, pač da smo kao prestolnica zaradi tega, ne. To pomeni, da je dejansko rap v Velenju odraz okolja, v katerem živite pa odraščate. Definitivno, ja. Definitivno. Se tudi ljudje sami lahko vidijo, kaj se dogaja, ne samo v Velenju, po Sloveniji, ampak glede na to, da smo mi najbolj razvito industrijsko mesto v Sloveniji, da se je ogromno stvari dogajalo v Gorenju, v Rudniku, TEŠ 6, propadli bivši Vegrad, vse to, mislim, da je to dosti vplivalo na našo kariero pa na naša življenja. Je mogoče ta prostor velenjskega repa v Sloveniji tudi posledica nekega načrtnega dela? Kaj ste kot neka ekipa? Ja, toliko smo mali, da smo prisiljeni biti povezani. Pač Velenje ima 35,000 ljudi, to je res malo mesto, povsod si za 10-15 minut si na vsakem koncu in smo pač vsi dogodki, tudi studio imamo, sam bom rekel profesionalen, en studio, kjer vsi snemamo. Tako sem rekel, toliko smo mali, da smo prisiljeni biti povezani in valjda si pol tudi pomagamo pač med sabo. Kar nekaj znanih reperskih imen je z Velenja? Ja, jih je kar nekaj, ja. Prihaja tudi kaj mladih? Ja, nekaj mladih je, zdaj rečemo, če izpostavim eno ime, Gimme Production oziroma Gimme Pro je en moj producent na albumu, hkrati tudi pevc po novem, ki je po mojem, za moje pojme najbolj obetaven. On je tudi en od redkih, ne samo v Velenju, ampak tudi v Sloveniji, ki živi od glasbe, kar je danes res fenomen, ker dela pač za svetovni trg. Zdaj, ko smo se pač pelala iz Velenja proti vam, smo poslušala en album, kjer producira enega novega artista iz LA, iz Amerike in je samo vprašanje časa, kdaj mi bo všel, ker res dela za ljudi po celem svetu, od tajskega trga do ameriškega, do nemškega, tako da njega bi res izpostavil, se pravi Gimme Productions. Imaš pa ogromno še enih mladičev, producentov, ki se prebijajo, ustvarjajo, tako da mislim, da je neki podmladka, ki še prihaja, pa boste še slišali za njih, definitivno. Mislim, da bo prav primerna naslednja, Auf Wiedersehen Slovenija. Ja, v bistvu je to ena taka zajebancija, ena parodija
na ta nek, bom rekel, nov zvok hip-hopa, ki večinoma izhaja iz Balkana in smo hoteli malo ponazoriti, pa se malo sprdati iz te teme, se pravi, kak je prišel en iz Bosne v Slovenijo in mu tu ni bilo v redu in je pol šel naprej s trebuhom za kruhom v Nemčijo in temu tu naslov Auf Wiedersehen Slovenija. In veš, da je denar v narodnjakih? Vem. Mi je omenil prijatelj Rođo iz Hanoverja. Alo, Pa gdje si Tadija, šta ima? gdje si Rođo? Pa evo mu velenje kod kuće, šta ima kod tebe, gdje si ti? Evo mene u Hanoveru, ni 3 mjeseca ne radim, već S klasa vože. I to sa socijalnom, šta tek da se zaposlim? Jesi mi lud Rođo, ti tražiš posao, a moliš Boga da ga ne nađeš, jel? Jeli onaj, ti još onaj rep ganjaš, a? Pa evo Rođo, snimam repa, znaš mene. Ma neće se od toga kruha najest, ja ti kažem. Pare su ti u narodnjacima, Burazeru, znaš sam. Ajde, nemoj mi opet tu priču. Slušaj ovu stvar. To otpjeva moj drug Omerinjo Boštelac. Nema ni 3 razreda osnovne završene, al bogam deregaće. Jebo sve svoje. Slušaj. Prišao sam iz Bosne, tukaj, zarad šihta, zarad kruha, mnoga leta, tu sam ja, Slovenija je moj doma. Od takrat tu se je isto, jaz bi hoto plaćo višjo, a mi šef je noče dat, zato u Deutschland odobja. Jaz tako ne morem već, življenje me odnaša preč. Jaz te imam rad, a ne morem, jutri grem na pod z motorjem. Jaz tako ne morem već, življenje me odnaša preč. Jaz te imam rad, a ne morem, jutri grem na pod z motorjem. Auf Wiedersehen Slovenija, Auf Wiedersehen Slovenija, Auf Wiedersehen Slovenija, od me kliče, zdaj pa grem ja. Auf Wiedersehen Slovenija, Auf Wiedersehen Slovenija, Auf Wiedersehen Slovenija, od me kliče, servus grem ja. Yo folk, kaj dogaja? Z vami je Tadi Tada in vi poslušate Radio Aktivno. Bol, sreća, tuga, jes prihajam z juga, kjer je ista priča, iz vsega huda. Familija z Balkana, drugi dom kafana, vutra z Randuvana in kafa iz Filđana. Za moj folk iz Švedske, iz Nizozemske, folk iz Švice, tete, strice in sestrične. Bauštela, Deutschland, tu se dela noč dan, da familijo in sebe lah da fojtram. Čeprav nimam tam kokr mam, zato se psuje, jebem ti majku ko dober dan. Sad smo mrge, genetika nas štiti, kakav McDonald's, zrasli smo na piti. Mentaliteta džipsi, črn bol ko cigan, ko pokojni sinan. Samo jako, samo tako, lega jebeš zakon, perem pare ko Monaco. Straight from diaspora, straight from diaspora, švercamo čez mejo, moj folk from diaspora. Zato ker moja raja nima pasporta. Straight from diaspora, straight from diaspora, švercamo čez mejo, moj folk from diaspora. Zato ker moja raja nima pasporta. Narod nagrmi, ker to nam je u krvi. U klubu VIP smo, Mile voli disco. Naj se vidi raskoš, naju vsak zdaj ve, da mam novi Audi, BMW, ACC. Stručko ti za prevare in mlatit pare, tučeni za kruh je vedno za cigare in ostali luksus, ker ni važno kog država je u kurcu. Živimo na vrhuncu. Prođi sa mnom kroz crveno, To je stil, lega balkanjero. veži oči i ne koči. Mam po svetu familijo poseljeno. Halo kume, kaš svratit, ko mi prideš je obvezna, rakija in meza. Džeste, dođte, najjači smo švaleri, hvala što ste bili, nemojte šta zamjerit. Nemojte. Dođite opet i javite kad stignete, da ne brinemo. Straight from diaspora, straight from diaspora, švercamo čez mejo, moj folk from diaspora. Zato ker moja raja nima pasporta. Straight from diaspora, straight
Straight from Diaspora, Tadi Tada z albuma King Kong, tudi to je od rojakov. Ne nazadnje, vse tri, ki smo jih sedaj slišali, so nekako povezane. Ja, neka taka trilogija, se pravi Skit, pa rečemo na pol komad, pa pol komad zatem. Ja, Straight from Diaspora je v bistvu, bom rekel, to so moje korenine, to je posploševanje balkanskega mentaliteta in zanimivo je to, da ko smo dali komad na, to moramo omeniti, ko smo dali ves moj album na digitalne platforme, se zgodi ena opcija in sicer to je YouTube pač Music, avtomatsko naloži tvoje komade na YouTube, ne. Zdaj pa imaš opcijo, lahko jih odkljukaš, da ti to ne naredi, če nočeš, da se sliši na YouTubeu tvoji komadi, lahko pa pustiš. Jaz sem se malo posvetoval z raznimi artisti in so mi vsi svetovali, pusti kao, naj gre tudi na YouTube. Ko bo hotel kupiti CD, ga bo itak kupil, ko ne bo šel na YouTube poslušati. In je zanimiva ta stvar, da tam se ti pol ustvari topik, ena stran, kjer je tvoje ime, se pravi, piše Tadi Tada topik, to je pač glasba za YouTube iz digitalnih platform. In ko smo mi naložili ta album gor, jaz valjda nisem promoviral te topik strani, ker to ni moja stran, to je stran, ki jo ustvari YouTube sam. In je zanimivo, da ko danes pogledam, se pravi 3 mesece od izida albuma, ima komad Straight from Diaspora 14 ali 15 tisoč ogledov, jaz ga pa nikjer nisem oglaševal. Kaj to pomeni? Največ ogledov ima ta komad, res izredno velik, plus da ga jaz nikjer nisem oglaševal, niti pač, ker ne bom tujih kanalov oglaševal, valjda, plus da hočem delati spot za to stvar, ampak to pomeni, da, tako si rekel prej, v narodni je denar in zgleda, da ljudje pač enostavno jim ta zvok najbolj prija, jaz ne vem zakaj, ker je to pač to naše okolje, avtentičnost, to glasbo, ampak enostavno ta komad ima največ ogledov, tako sem rekel, nikjer ga nisem oglaševal in definitivno grem delati spot za njega. Iz tega razloga, ker bi rad še malo pač, da se še malo slikovno prikaže vse to skupaj. Pomeni, da tudi izseljenci poslušajo. Definitivno. Ne glede na to, kakšen žanr je, čeprav vemo, da so res bolj k narodnjakom nagnjeni. Tako pišejo ljudje iz Nemčije, iz Bosne, iz Srbije, da jim je hud komad. Enostavno razumejo ga, ker jaz uporabljam naše besede, tudi neki naših pač teh foric izrazov imam noter iz narodnih komadov in pol. Vse to je neka taka, bom rekel, nek skupek te zajebancije in satira, enostavno pač parodija in to je to, no. Damir, kako dolgo si že na rap scene? Uradno, lahko rečem, da je moja prva rap skupina bila sega v 2003, se pravi, rečemo enih 17 let, da bi lahko rekel, da sem neka scena pod narekovajem. Takrat še ni bilo YouTubea, Facebooka, nič in moja prva rap skupina je bila Corpus Delicti, kjer smo bili 3 oziroma 4 člani, 2 velika imena oziroma 3 velika imena poleg mene. To je Princip, Scratch Dog, pa Mental Ill, Jan Irak, producent. Mi smo takrat začeli, takrat sem imel 17 let in, kako bi rekel, pač glede na tiste čase, da res ni bilo teh družbenih mrež, pa toliko izpostavljeno, pač tako lahko danes daš komad na YouTube in si čujejo za tebe. Smo takrat imeli neverjetno dosti koncertov, no, za tiste čase. So nas res klicali od Maribora do Ljubljane, do Obale in smo posod že takrat nastopali. Tako da se mi je to zdelo takrat super in sem videl, da je nekaj v tem, da nekaj delam prav in od takrat naprej se je sam stopnjevalo oziroma nadgrajevalo. Je sedaj velika razlika med delom v skupini na začetku in sedaj, ko delaš kot solist? Ja, je, definitivno. Čeprav še vedno imam skupino ljudi, jaz sem pač samo en frontman, se pravi, Tadi Tada je frontman, za mano pa stoji ena ogromna skupina ljudi, ki pripomore k tej moji celoti, da vse to pač stoji tako kot more, se pravi, da je CD, da so spoti naredi tako more biti, da je moj ves merch naredi tako more biti, ampak ja, tako sem rekel, jaz sem samo en frontman. Leta 2012 si izdal tudi prvenec Boj za obstanek, takrat seveda kot Nemir. Tako. Ja, to je bil moj prvi uradni CD, bom temu tako rekel, ki se je tudi super primil in en tak super cajt je bil takrat, se je veliko stvari poklopilo, da sem zmagal še na Fresh Island festivalu. To je največji obalni hip-hop festival v Evropi, ki se dogaja na Pagu vsako leto v Zrčah pod taktiro znanega hrvaškega DJ-ja iz Zagreba, to je DJ Fat Philly. To je bilo zraven takrat, plus ogromnih sodelovanj sem takrat imel. Album smo super spromovirali, spoti so imeli vsi v roku 2-3 mesecev nad 100,000 ogledov. Tako da super cajt, super promocija, ampak zdaj je 8 let minilo od takrat. Tako da je treba delati naprej. Dobro si se boril, da si obstal. Definitivno. Jaz tako pravim, tisto je bila dobesedno borba za obstanek,
Zdaj se vračam pa King Kong, močnejši. Ne nazadnje tudi na Balkanu si pustil kar nekaj sledi in dobil MTV-jevo nagrado, takrat, ko še MTV Adria obstajala. Tako, ja, MTV Gold Award smo dobili. To je isto bil en tak čas, sicer leto zatem, ki malo spominja na te čase. Se pravi, dosti bilo teh protestov. Jaz sem pač sodeloval v vseh protestih, kjer sem bil, sem se udeleževal Ljubljana, Velenje, Maribor, tretja vstaja, kjer je bilo najhujše, se spomnim. In smo takrat, se nam je zdel primeren ta komad posvetiti tem mariborskim protestnikom, ki so bili priprti na tretji mariborski vstaji, na kateri sem, kot sem rekel, tudi jaz bil. In ta spot je bil enostavno toliko udaren, da je bil najbolj gledan spot v tistem času na Balkanu. In smo dobili MTV Gold Award v Zagrebu, tako da to je bilo za mene nekaj, res nisem pričakoval tega, iskreno. Sedaj boš pa moral kolesariti. Ja, nažalost. Naslednja bo skupaj z Drillom, Kuje v spotih. Kaj reči, pač z Drill je tisto moj dolgoletni prijatelj, par let mlajši od mene, zelo obetaven artist, če lahko rečem trenutno najbolj vroč v Sloveniji, za moje pojme, zelo priden, zelo marljiv. Enostavno smo že od začetka, odkar se poznamo, smo kliknala, smo že takrat sodelovala in z njim je pač super delati in se mi je zdelo pač primerno, da ga pokličem na en komad. In tek je nastalo lani spontano, ko sem na obali preživljal v en dopust. Se je pol moj dopust spremenil delno tudi v studijski dopust in smo dosti bili kar v studiu. Nismo bili več po dnevi na plaži, ampak smo kar ga v studiu bluzli pa ustvarjali. In tek je nastal ta komad, Kuje v spotih, kaj reč pač. Vemo, da hip-hop je dosti, sploh iz Amerike, iz Zahoda prihaja dosti promoviranje tega pač bling-blinga in vsega, kar gre s tem skupaj in pol enostavno mi pač poudarjamo, da oziroma neko, bomo rekel, sniki disamo MC-je, ki sam promovirajo ta glamur, za tem pa ne stoji nič drugega. Narediti malo reda, zgleda, ko da bi nimate nič zapovedati. Vsak se zaveda, da čaka ga sranje, ko glupe im lajne odpihnem koregrad. Ker ste plastika, plenki pač moramo napasti ga in pokrasti denar. Kujem rabla bo začel pelastika, spremne bodo delat marsikaj. Glumiš v komadu, da si gangster, vemo, da se skrivaš iza maske. Dobro vemo, kakve ste vi pasme, prišli ste iz basti, glaski, preden vas ugasnem. Ja, raje v temi paste, meni pomembna čast je problemi maste. Ima da vam žepe izpraznem, blazem vam pretepim, te mrke obraze prijazne. Kaj bi videl, če poslušam bi vas lep lik. Vi maste dve leve za te rap shit, hitro bi za en klik svoj rit daste. Vemo da od vas le nobeni hasler. Samo da se spotu kaže palme in plaže, najete bajte pura od tebe niz tuje garaže, nima gaže, takim strugam u fuge u prašik. Tašin je moj krok do trog, bogatašo ja, nobeno tek ne more bit mi konkurenca, vidi se da nimajo talenta. Dora ti je feta u spotu, lotu se mnje se trese, sebe im flash te kaš, ko ta place reprezentam, ti spoštuj, opazuj dirigenta, rapper za cash, sa ne boš vidu centa, jedino kad Doro si redu so. Kuje u spoti, 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 sve kad vam valja so kuje u spoti. Kuje u spoti, 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 sve kad vam valja so kuje u spoti, 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 sve kad vam valja so kuje u spoti, 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 sve kad vam valja so kuje u spoti. Ti vagaš na puf, zato ker si sakale nuh, ne veš kaj je hasla za kruh. Naše so pare, naše so male, otoki vse do obale. Naši so auti, tvoje sposojem, pa kdo je tule nad višim nivojem? Take pojem, za tebe sem pojem, si nešto men, to si pokojen. Fukanje z mano v temu le repujete, ko da stopu na mino bi wanna be fu. Jebeni reperi, vemo da vsi ste vi mamini sinovi. Kuje ti izgledajo v Spotify, džaba iTunes in Spotify. Če nimate za burek in če nimate na dure, pa ste full rap. Na trap beat ali pa boom bap, jaz sem pršel u bit mar, sick par in zdrave naredit nar, teko basta in spliv star. In zato milega ti ne moreš tule bit par, nikdar. Moj flow vedno plava, kdo hoće beef na meni jo bogovedina krvava. Raperi iz džira mi ne morajo parirat, pa ih tule moram demolirat. Cela sto scena hoće to delat, vsake to plegajo, moram flow menjat. Nimate naboja, pol ne stoj streljat, od tebe ne ostane nič, tadi ja je goat lega. Za mene si hajva, ne morem poslušati vašega sranja. Nobeden od vas robe ne valja, pa dam vas na mute, ker se kar vam valja so kuje u spoti.
kuje v spotih, 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 vse kar vam valja so kuje v spotih, 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 vse kar vam valja so kuje v spotih, 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 vse kar vam valja so kuje v spotih, 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 vse kar vam valja so kuje v spotih. Damir, kaj pa ti je v teh letih dal rap? Vse, res. Moj mindset je zaradi samega hip-hopa, bom rekel, ne 100, ampak 200% bolj na mestu, ko bi po mojem bil. Mislim, to, če vzamemo enega raperja za primer, to je toliko spisanih besedil, to je toliko enega, bom rekel, psihičnega treninga, da enostavno pač, meni je hip-hop v mojem življenju res en kompas. Veliko drugih stvari mi je odprl, tudi poslovno, da sem lahko z SP-om povezoval določene dejavnosti. Ne vem, motiviral me je tudi, ne vem, rečemo v treningu, v fizičnem treningu, se pravi vse dobro je vplival na mene, pač jaz sem ga tek nekot vzel. Ti je dal tudi drugačen pogled na svet? Definitivno. Neko hrbtenico dobivaš s tem, ko si artist v hip-hopu, ker oblikuješ svoje mnenje, dosti poslušaš, dosti spremljaš tudi družbeno situacijo in je taka glasba, da je najbolj kompatibilna nasploh z življenjem. Lahko tudi mogoče na tak način vplivaš na razmišljanje ljudi? Definitivno, jaz se tega zavedam, da imam moč in glih zaradi tega rad naglasim in dam neko sporočilo v komad. Če pa to ne naredim s komadom, se pravi, če je moj komad čista zajebancija, kjer se tudi jaz sprdam, pa mogoče malo fantaziram ali karkoli, ali probam narediti nekaj, kar mogoče jaz nisem, pa to jasno dam zavedati, da to jaz nisem, da je to zajebancija. Rad pa v intervjujih poudarjam pač take stvari, ker tukaj sem jaz spet, bom rekel, Damir za mikrofonom, v komadih sem tada, to je moj alter ego in velikrat kaj povem, kar mogoče ne mislim resno. Zato v intervjuju rad poudarim sploh mladim, da pač tako sem prej rekel v ambicijah, da se morajo stvari delati na dolgi rok in da realno življenje je čist nekaj druga, kot pa film pa komadno. Kako pa reagiraš, ko nazaj letijo kakšne puščice? Kaj ti vemo, da vsi s takim razmišljanjem niso zadovoljni? Pa vsak ima svoje mnenje, včasih me je marsikaj piknalo, pa sem mogoče tudi preagresivno odreagiral, zdaj pa z leti, ko sem starejši, malo to drugače jemljem. Pustim vsakmu do svojega mnenja, vsak ima svoje argumente, če imam priložnost, pa če vidim, da smo s človekom na isti valovni, oziroma da se lahko pogovarjam z njim, mu dam proti argument, ampak tako sem rekel, nobenemu ne morem vsiljevati svojega mnenja, vsak naj si misli, kar si hoče, jaz pač stojim za tem, kar jaz delam in kar jaz govorim. Dobiš trdo kožo in postajaš imun. Ja, recimo, tako. Naslednja bo boss, si to ti? Definitivno. Sploh odkar sem odprl firmo, sem postal sam svoj šef in mislim, da je to bila tudi ena od mojih lepših točk v življenju, pač če lahko temu tako rečem, ker vzameš stvari v svoje roke in si ne delaš pač od, tako rečejo Američani, from 9 to 5, ampak 24/7, se pravi 24/7. Skozi moraš biti v delu, skozi ti kontroliraš stvari, ti si glavni za vse in vse je na tebi. Tako da se dejansko tudi tako počutim. Haslam vsak dan, ker mi je plan, da bom pun tako banka. Vsaka mi stranka se vrne nazaj, takoj ko izmanjka. Poslu mi laufa, roba po traku se štanca. Prva sem roka, prvi v igri in prva je klasa. Peke pakiramo, peke vam delamo cash in ga investiramo. Svoje vzamemo, noter ko banemo, zadnji zaspimo in prvi ustanemo. Prava je pot do uspeha, če produkt je prava stvar. Nočem, da se šteje cash, hočem, da se vlaga denar. Večji so posli, večji prihodki donosi in kupi v sefih. Večji so šteki, večji paketi v večji ukleti. Tu ni nad mano nobenga, nadzornega in nadrejenga. Sem tudi di kapo, teko El Chapo, za vse te tekuje iz genga. Boss nigga, boss nigga. Jaz sem boss tu, ne razlagi mi o poslu. Boss nigga, boss nigga. Jaz sem poslov neš, ti si broke ass. Boss nigga, boss nigga. Jaz sem boss tu, ne razlagi mi o poslu. Boss nigga, boss nigga. Jaz sem poslov neš, ti si broke ass. Imam vse pod kontrolo, vse je pod mojim očesom. Poslu nadziram, planiram strateško, ko pijem espresso. Z ekipo sestanki, not v pisarni, za vrati v avtih. Časa ne tratim,
Moj caj dragocen je ko Rolex in Breitling, pa sklepamo posel ta striktno 24/7 za kinto. To je ta hustle, ne mi bit glasen, pravi to delajo tiho. Mi delamo hitro, profitabilno, nikoli nasitno. Mam folk, ki ima to vse čez, zato imam najjačo ekipo. Nočem bit brez, tako preglega nič več, pa obračam dobiček. Bitch please, to je biznis, mam nove naložbe, danes kopni cash. Posel je vedno v teku, roba je skozi v prometu. Drugo ime mi je money, zato sem pa šef tu. Boss nigga, boss nigga, Jaz sem boss tu, ne razlagi mi o poslu. boss nigga, boss nigga, Jaz sem poslov Nash, ti si broke ass. Boss nigga, boss nigga, Jaz sem boss tu, ne razlagi mi o poslu. boss nigga, boss nigga, Jaz sem poslov Nash, ti si broke ass. Tadi tada z albumom King Kong oddaje Radioaktivno na Radio Prlek. 18 koščkov si dal na album, veliko materijala, 3/4 ure. Ja, 18 trackov, od tega 14 komadov, 4 skiti, glih enih 45 minut, en fuzbalski polčas, da ni premalo, pa da ni preveč, tako da ja. To je za en polčas NK Velenje. Tako, enka rudar. Rudar Velenje. Zadnje mesto trenutno, če se ne motim. Veš, da ne spremljam, a zadnji smo, Sem treniral fuzbal včasih, takrat smo bili kar bolj spredi. Je mogoča primerjava s prvencem? King Kong in boj za obstanek? Mogoče nekaj malega, ampak zelo velika nadgradnja vsega, od same glasbe, teh podžanrov, podzvrsti hip-hopa, tako je trapa, malo tega balkan zvoka, do samega mojega tehničnega repa, pa do samega mojega, bom rekel, nadgrajevanja, ne vem, vseh teh tehnik, mojih lirik, se pravi mojih tekstov. Mogoče nisem imel prej toliko nekih dvojnih rim, metafor, samih prispodob in nekaj tudi, bom rekel, melodike v flow, kar zdaj tukaj poudarjam, bolj samozavestno, pa je prišel vse bolj do izraza. No. To kaže, da si v teh letih odrastel. Definitivno. Mislim, pač vaja dela mojstra in vidi se eno, da je za moje pojme, saj za 2-3 levela sem upgradeil svoje delo, no. Definitivno. Naslednja bo precej aktualna, influencer. Ja. Ti danes kao vplivajo na nas? Vplivneži, ja. Influencer pod narekovajem sem ga naslovil, ker mislim na vse te influencerje, ki mislijo, da so influencerji. Za mene je pravi vplivnež nekdo, ko je dal nekaj v praksi čez. Ne pa tisto, ko zna se narediti dobro fotko in pametovati o nečem, pač, o čem res dejansko nima znanja. Danes vemo, da je ogromno takih. Jaz nobenega ne pluvam osebno, imensko, ampak sam hočem dati do znanja ljudem, da pač če delajo s takimi ali pa kaj, naj se malo pozanimajo oziroma naj pač delajo z ljudmi, ko imajo znanje za to. Ne vem, od osebnih trenerjev do bilo kakih svetovalcev v bilo kakem pogledu za življenje. Ja, kaj ti v skitu že marsikaj poveš. Tako, ja. Takih je ogromno, tudi sam sem dobil taka sporočila in se mi je pol zdelo, da moram to omeniti. Si potem takoj šel v fitness? Jaz sem v bistvu kar reden v fitnessu, tako da ne rabim osebnih trenerjev. Ne, sem imel dovolj dobre trenerje, da tiste prave z znanjem, pač, ki so me pač naučili prave motorike, stabilizacije, mobilizacije, da ne rabim danes poslušati nekoga, kako se dela počep ali pa sklec. Dimir, čao, da skrajšam, jaz sem osebni trener in sem malo scroll čez tvoj profil in sem videl, da si reper. Mislim pa, da če bi hotel res biti top of the game, da bi pa mogel še vseeno jačati za par kilogramov in tukaj pride na vrsti jaz. Imam en special program za celebrity, tako da keep it in mind. Pa vzel bi se to kot oseben challenge, res, ker s čefuri še nisem delal. Tako da like, share, follow in v kratkem pričakujem odgovor. Čau, čau, čau.
Zroli bombo, sliki selfie, naj se vidi skanko peki. Označi hashtag, zrihti filter, da boš na sliki izgledal ko builder. Prsa ven, trebuh noter, se na šobi in dej na story. Bo tu modi, mala bo tu trendu. Če bi rada, da bi tule kdo te gledal. Če fukneš joške ven, posi zakon. Minimalno 500 lajkov, v družbi bulim v ekran na drinki. Ne hodim v lokale, ki nimajo wifi. Vse so manekenke, top modelke, marionete, starlete, fulepe, umetne. Vsi so pozeri, fitness treneri, ven iz kondicije, samajo bice. Če jaz ti rečem kapo, sem hater. Če on naredi, boš bolje faker. Sam ti si ta, ki ve vse, ker ti si life coach, influencer. Če jaz ti rečem kapo, sem hater. Če on naredi, boš bolje faker. Sam ti si ta, ki ve vse, ker ti si life coach, influencer. Vsi so hudi, vsi so lepi, vsi so cool. Vsi na Insta, vsi na Face, vsi so tu. Glavni in pa slavni, pametni, zabavni, vplivni in pomembni. V virtualnem svetu vsi so tu v trendu. Gor na Insta in na Faceu, sliki, lajki, da boš ti tu. No tu vipu. Koliko followerjev lega imaš na Insta, koliko imaš lajkov, kjer je iPhone. Koliko gledov v enem mesecu in koliko pravih frendov imaš na Faceu. Cele dneve jaz ga scrollam, klikam, swipam, slikam, lajkam. Če nimaš Insta, v bistvu manjkaš. Pa vse ni lajkaš, prid na Snapchat, pokazat si se. Tam se itak slika zbriše, ne piš mi javno, dej v private. Zbriš me dol, pa spet dodaj me, dej mi srček v komentar. Izbli pa fanpage, ne moš v backstage in se mi po lajki, ko prideš na fanpage. Če jaz ti rečem kapo, sem hater. Če on naredi, boš bolje faker. Sam ti si ta, ki ve vse, ker ti si life coach, influencer. Če jaz ti rečem kapo, sem hater. Če on naredi, boš bolje faker. Sam ti si ta, ki ve vse, ker ti si life coach, influencer. Vsi so hudi, vsi so lepi, vsi so cool. Vsi na Insta, vsi na Faceu, vsi so tu. Glavni in pa slavni, pametni, zabavni, vplivni in pomembni. V virtualnem svetu vsi so tu v trendu. Gor na Insta in na Faceu, sliki, lajki, da boš ti tu. No tu vipu, yeah, liking me, liking me, liking me, liking me, liking me, liking me, Yo folk, z vami je Tadi Tada in vi poslušate Radio Aktivno. Some things don't never die, never die, never die, never die. Never set your soul on fire. Whatever hits home and keeps you high. Don't you wanna be timeless? Carve your legacy before you go. Timeless, timeless. You better hit them with the classic. 'Cause when a good thing feel this dope, you just might wanna blast it. Now if you got yourself some homegrown, you better pass it. Riding low round the block like the cops just fucking up traffic. Ja, jaz vabim folk dol na floor. Preko stara dobra plata, old
school, ki je funky fool. Smooth shit, catchy flow, hood beat. Soul music, groove vedno full sick. Neki za dušo, ki sploh ne pozna caj. Forever ever, ker flow vedno ma vibe. Da cool play ga pa še vedno face fine. So yeah, tako James Brown, feeling fine, čist spontan. Vedno mam to za rap. Maš ali pa nimaš to vse. Večina nima, plus da so jim biti tečni. Zato so wack in zato jim niso hiti večni. Ker so brez idej, brez glasa, brez stasa. Niso lega tako jazz glasba, ki je brezčasna. Pravi hip-hop je evergreen. Hey yo, pazi ga, še en hit in pa klasika. Some things don't ever die, never die, never die, never die. Never set your soul on fire, never hits home and keeps you high. Don't you wanna be timeless? Carve your legacy before you go. Čekiri moj tape, hip-hop je moj svet. Ljubezen moja je večja kot pa tvoj hate. Zato za raperje sem Big Papa. Tata mata, benga mi vsaka plata. Moja muzika je vedno hype. Good energy in good vibe. Ki te fura, ko prime mic. Niko slim, vedno fat shit. In zato je moj tale rap hit vedno classic. Some things don't ever die, never die, never die, never die. Whatever sets your soul on fire, whatever hits home and keeps you high. Don't you wanna be timeless? Carve your legacy before you go. Timeless, timeless. You better hit them with the classic. 'Cause when a good thing feel this dope, you just might wanna blast it. Now if you got yourself some homegrown, you better pass it. Riding low round the block like the cops just fucking up traffic. Hey yo, klasika, še en hit in pa klasika. Klasika Tadi Tada z mano v oddaji Radioaktivno King Kong je album. Eva pa je bila zraven tebe v tej skladbi. Iva, ja, piše se Eva. Ona je pač artist iz Srbije, iz Beograda, trenutno živi v Šibeniku na Hrvaškem. Super pevka, mlada, nadobudna, zdaj tudi ustvarja nek svoj album. Bila je tudi back vokalistka na Euroviziji za Srbijo, mislim, da leta 2017. In smo se spoznala v bistvu na enem koncertu v Mariboru. Smo tudi takoj kliknala in jaz njo pač povabil na eno sodelovanje, ki se mi je zdelo pač primerno za ta nek avtentičen R&B, kjer ga pa ona obvlada, zato ker ima to gramatiko, ta naglas, kot da poslušaš res neko Eriko Badu ali pa ne vem, Mariah Carey ali karkoli iz Amerike, se pravi res ubija s tem stilom in mislim, da mi je pač tukaj ukradla šov na tem komadu, tako da sem zelo ponosen, da sem z njo naredil to. Se pod vse na albumu podpisuješ sam? Tako pod glasbo kot besedila? Ja, v bistvu kot pod besedila, ja, pod glasbo pa, mislim, jaz producent nisem, glasbo mi dela pač Gimme Productions pa Jan Irak, ta Mental Ill, tako da pod glasbo sta ona dva podpisana. Kar se tiče pa vseh mojih tekstov pa delnih tekstov od Gimme Proja, ki gostuje kot pevc, sem pa vse jaz podpisan. Tematika, o kateri najraje repaš? Tematika, joj. Vidim, da je zelo široko. Ja, je kar široka, ampak če že moram zbirati, težko bi se odločil. Pa jaz bi kar temu rekel life, ker je to tako obširno, življenje je tako povezano, toliko enih vej, da lahko govoriš o vsem, od influencanja do svojih korenin, do svojega pogleda o samem sebi, da bi najraje rekel pač hip-hop, life, in to je to, ulica. Si King Konga zasnoval kot neko celoto oziroma kot neko zgodbo? Od King Konga pa do Viktorja? Sem, ja. Zato sem ga tudi zadnji komad naslovil z Viktorjem kot zmago, ker v filmu vemo, da King Kong umre, no na mojemu CD-ju ne umre, preživi, zmaga in smo zato dali na konec zmago, ker od vseh teh komadov, kjer jaz pač opisujem svoje stanje, pa stanje čez druge oči,
na koncu ta King Kong, ki pride do konca, potegnemo neko črto, da je zmagoslavje in da vedno bo hejt, vedno bo pritisk, vedno bo vse. Ampak jaz rečem v zadnjemu komadu, da počasi gradim svoj imperij, ta nek pod narekovajem Rockefeller, spet nek big shit, a če lahko temu rečem, se to navezuje na King Konga in da hočem zrasti na nek velik nivo in da je na koncu pač v mojih očeh pa v mojih ambicijah zmaga. V rokah še vedno drživa plošček. Si tega želel ali kakšne druge oblike? Ali samo digitalne izdaje? Jaz sem bolj old schooler za te stvari. Rekli so mi ljudje, da dejansko več CD-ja, sploh mladi, nimajo kam dati in da naj naredim USB ključke. Mene je to tako brezdušno, da sem rekel, da saj ta CD še hočem saj imeti CD v rokah, ker mi je fajn držati plošček v rokah, ta ovitek, vse to, nekot mi je bolj subjektivno, no, ko pa dati nekomu USB. Tako da zaenkrat sem še pri CD-ju, kaj bo pa čez par let bomo pa videli, mogoče bomo takrat res imeli USB ali pa sam neke, ne vem, male čipe, ko jih boš mogel kam dati in boš špil v CD. V nadaljevanju bova najprej naročila glasbeno željo oziroma čestitko, na to pa zavrtela še skladbo Samo Gucci. Samo Gucci, ok. Dajmo, ja, tak connect, ja. Nobene povezave, ne pa connect. Ja, Bog spet on česen nek dela, vsi drugi reperi travo, on pa česen. Prosimo, da po pisku pustite sporočilo. Halo? Ej, a sem dobil narodno-zabavni ansambl Nemir? A lahko naročim eno glasbeno čestitko za babico, te zemljepisno, veš kaj, kje sem jaz doma, Velenje, motherfucker, kjera reka teče tukaj, paka, zajebavam se, veš. Ej, kaj tebi zdaj sploh ime, kad nisi več Nemir, kaj si zdaj, Dajnomir in Mili Boža, Kul Momak Čita, Tadi Taz, ni važen, štekam, posnamaš plata se ne prodaja, zamenjaš ime, folk se spet nategne, ampak to ne gre v nedogled, kad na konci faco zapolnijo in tle te zdaj kličem jaz, da ti pomagam. Veš kaj bi ti moral? Rukat na plato enega, ki šteka sodobne trende. Ne tako, kot ti, ki leta 2019 še zmer furaš bite po odzivnik na mobitelu. Čudno, da nimaš uverture, ki ti zvoni. V glavnem, imam enega reperja, ki bi pasal na tvojo plato kot termoelektrarno v Šoštanj. Nek Punišič, ne vem, če ga poznaš z unih teniskih blokov na Stantetovi. Besednega zaklada sicer nima, ima pa drage cune. In to mularija danes hoče. Jebeš besedne igre, jebeš rimane skeme, povej 20krat, kjero firmo majice nosiš, da si folk zapolne in grejo na baut tudi oni, ti si pa lepo zmenen z dizajnerjem za provizijo. Tlej danes cash, ne pa saza se vdrobiš za predvajanje. Lej, tada, ti si lahko King Kong, njemu pa dela ding-dong v spletni banki, ki dobiva nakazila. Tako da, lej, dej tole na plato, deliva procente. Posluš. Pazi ovo, lega. Gucci majica, 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 Gucci hlač, Gucci gatli, nosi samo Gucci brate. Ko smo u hiši, naj se vidi da tukaj je moj klan, jači smo kod cimer, odnič ta noć je moj dan. Ceo u brendu, najjači u gengu, daj mi viski, daj mi štok, daj mi vodko Red Bull. Ka se pije, plačam rundo, ka me gledaš, ne me gleda čudno, ne te žit kakav ti, mrš, ajde spizdi. Pa kak se ti pišeš? Punišić. A ja, pardon, ti si? Jesem punko brod, jesem puko skroz, jesem Punišić, glavni sem u zuni, bitch. Jesem punko brod, jesem puko skroz, jesem Punišić, glavni sem u zuni, bitch. Gucci majica, 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 nosi dut očale, Gucci bederu šaje, isto Gucci, Gucci čelni, Gucci gate, nosi samo Gucci brate, samo Gucci. Damir, na albumu je tudi kar nekaj sodelovanj, teh featuringov. Si po kakšnem ključu izbiral sodelujoče? Čisto spontano.
ko smo imeli na koncu komade, smo pač gledali, kako bi povezali album še, oziroma kako bi jih malo začinili za skiti. In z Gojko Ajkolo, Goran Hrvačanin, ko mi gostuje na 2 skitih, se poznama že odprej in se mi je zelo zdel primeren, ker on sam tudi, bom rekel, na komičen način na svojih družbenih mrežah izvaja ta nek influencer, pač to vsi poznamo Gojko Ajkolo in vsi vemo, da se rad dela norca iz teh influencerjev in se mi on zdel ulit za ta skit, ne, in je itak valjda tudi privolil takoj. Plus njegov drug alter ego v teh komičnih vodah je pa ta nek, mislim, da ima ime tam Zoki Car, kjer pač glumi enega Balkanca, Bosanca in se mi je zdel unulo za diasporo, tako da njega sem definitivno videl tukaj zraven. Sem mu predstavil komade, jih je poslušal, smo se dobila, tudi sem mu povedal, kaj bi imel in mi je posnel to v 5 minutah. Čist na freestyle, spontano in ko mi je poslal s telefonom, se je posnel, sem rekel, to je to. Druga 2 komika sta pa tudi isto naključno izpadla. En je pač moj lokalc, to je Uroš Kuzman, tudi znan komik. On je iz mojega mesta, on je moja generacija, mi smo odraščali in dejansko to, kjer midva pač vodimo en dialog po telefonu, se je na nek način skoraj res zgodilo. V mlajših letih smo imeli nek manjši spor, ampak nič kaj resnega. Si ga tepel? Ja, nekaj malega je bilo, ampak ni bilo tako v skitu, ampak ajde, rečemo, da je bilo nek mali spor smo imeli. In ko smo se dobila, mi je rekel on pač, gremo narediti, ko je bilo res, kao v mlajših letih, ker mi itak vsi, ko smo bili otroci, to je bila osnovna šola, je itak bila ta fora pač. Pač smo se med sabo malo bockali pa to in vem, da sem nekaj z njim imel, nekaj sem ga mislim, da udaril tudi. Neka fora je bila, on itak si je to zapolnil, ampak smo pol z leti, ko smo odraščali, tako sem prej rekel, Velenje je toliko malo, da smo pol vsi s cajtom postali cool. Je pol, ko smo se videla in sem mu rekel, da bi ga imel za skit, je rekel, gremo narediti, ko je bilo res. In je on predlagal to, tako da dejansko je ta skit, bom rekel, neka pol resnica. Tako da ja, smo tudi super naredila ta dialog, se mi je zdelo super, da čeprav jaz nisem hotel tega, ampak je on pač inzistiral, sem ga vključil na album zraven kot lokalca. Tretji komik je pa Boštjan Gorenc, bolj znan kot Pižama, njega pa tudi poznam že vrsto let, ziher 15 let, včasih je bil raper, danes je super komik, jezikoslovec in se mi je zdel pač zelo primeren. On ima za moje pojme najbolj jezikoslovn humor in je res tak, pač ful zna dobro odglumiti to, ne, in mi je pač odglumil tega nekega menedžerja, ki mi hoče na vsak način usiliti enega artista, ki dejansko danes pač je čista kontra meni, se pravi nič ne pove, promovira sam nek material, v tem primeru kao Gucci majice oziroma Gucci cote in jaz sem naredil ta Gucci komad in sem takoj njemu poslal komad in mu rekel, da mi naj naredi neko tako foro, nek uvod v ta komad. Mislim, da je tudi on to fenomenalno speljal in kar se tiče skitov na albumu, sem prezadovoljen, res. Potem pa so tukaj še reperji v drugih skladbah? Tako, ja, imam reperja Drila iz Obale, njega sem že tek prej omenil, imam gospodično Masajo, mlada nadobudna reperka, z nobeno reperko še nisem imel komad. To sta tudi, rečemo, 2 stvari na albumih, kjer sem dodal, se pravi, reperko imam na komadu, pa pevko imam, jaz nikoli nisem predelal s pevkami, niti z reperkami. In kot sem rekel, pač super mi je z njo delati, mlada, nadobudna, pridna, obetavna, verjetno bo zrasla v eno zelo dobro reperko, ker je, naj omenim, 19 let stara, tako da ima zelo lepo prihodnost, če bo nadaljevala v tem duhu. Naslednja bo Outsider. Yes, Outsider, kaj povedati, Gimme Productions na bitu, pa Gimme Pro, isti človek na refrenu, za moje pojme trenutno najboljši producent v Sloveniji, pa tudi daleč naokrog, tako da to je to. Nisi zvezda, nisi artist, ti si clown. Nisi smešen, zganjaš cirkus, ti si show. Samo kopirate in imitirate, samo ponavljate se. Hej Kisi, evo me na playlisti, zdaj mi debaš respekt, sam prej nisi. Prej bil si, uvele hej ti si, zdaj pa rad bi ga hengu, dej spizdi. Hajde veš briši, lega mi smo zdaj v hiši, imamo upgrade, vsak tape, original. Vi ste origi falš, halo lega fuck fake. Repate bedno, vi ste kulturo zamenjali s trendom. Nimate flow niti bančev, hip-hop je umetnost, sam tole nima vrednost. Če vi ste zdaj scena, pozdraven tu mene ni. Otroci večno bote zeleni, sam nikoli ne bote pa evergreen. Nisi zvezda, nisi artist, ti si clown. Nisi smešen, zganjaš cirkus, ti si show. Samo kopirate in imitirate, samo ponavljate se. Vi ste mi cool,
začeli mi kurčit. Repaš o temu, po to upraviči, drugače ne se mi kurčit. Poslušaj, nisi mi bro, nisi ti bog. To gre za vse, ki ste mislili to, da ste Poljaki, v bistvu ste tanki za take, tu jaz sem zdaj višji nivo. Mike check, repaš wack, tako Fred Durst. Ko me prosiš za feat, rečem ne, mrš. Ti si klop, lega show, ker je vse krš. Da ti reperi so bro, sam ne jaz. Še vedno si tulaj, sam junac. Dober si glumac, fejkanje furaš. Lega ne težit, ti si fan, niti buraš. Ne nabijam ti na čustva, nabijam te na Nisi zvezda, nisi artist, ti si clown. Nisi smešen, zganjaš cirkus, ti si show. Samo kopirate in imitirate. Samo ponavljate se. Da ti reperi so bro, vlečejo na pufko. Da ti reperi so bro, vlečejo na pufko. Ha, lega, spizdi, doli, z mojega. Da ti reperi so bro, vlečejo na pufko. Da ti reperi so bro, vlečejo na pufko. Ha, lega, spizdi, doli, z mojega. Tady tada z albumom King Kong oddaje Radioaktivno. King Kong je zelo lepo upodobljen tudi na naslovnici izdelka, tako da ga ni možno zgrešiti. Tako. Ja, pač malo smo ponazorili. Naj omenim, da mene tudi malo inspiriral. Mislim, mi je tudi poleg teh ljudi, ki so mi dali idejo za naslov. Jaz sem leta 2014 bil v New Yorku res na tej stolpnici, kjer je bil sneman King Kong, in sem rekel, da bi furad imel ta cover na stolpnici gor, ampak mogoče na kaki bolj velenski stolpnici. Je pa zanimiva ta stvar, da Boj za obstoj je zadnji cover, se pravi, je v zadnji, kjer jaz sedim na stolpnici in gledam proti Velenju z moje hrbtne strani. Se pravi, nov cover na novega albuma je pa kako, se pravi, tam lahko rečem, da ponazarjam, kaj gledam, kaj bi rad vse osvojil. Tu pa zgleda, kot da sem zdaj že osvojil, se pravi, ima neko zgodbo ta naslov. Ti helikopteri pač ponazarjajo moje puščice, ko si prej rekel, moje hejtere, ki me napadajo, jaz se branim pred njimi. Ta ženska je pač, in si ti ljudje, polko razgrneš cel cover, so ljudje, kjer jaz pač branim v komadih, se pravi nižji sloj. Ta blok je pa pač uspeh oziroma nek moj pedestal, kjer jaz stojim in pač zagovarjam svoje stališče in branim te ljudi pač. Tako da ima nek pomen, ne. Kako do tvojega albuma? Moj album lahko dobite na vseh mojih družbenih omrežjih, Facebook Tady Tada, Instagram Tady Tada, če mi pišete v privat. Imate ga na vseh digitalnih platformah, Spotify, Deezer, Google Play, iTunes. To je pa to, se pravi fizična oblika CD-ja. Pri meni na družbenih omrežjih pa digitalne platforme. Na družbenih omrežjih si aktiven? Zelo, influencam. Vsak dan sem gor, prisiljen sem biti gor, pač objavljati storije, objavljati, kaj se dogaja, pač repostati te storije pa message, kjer mi ljudje pošiljajo, pa oni reklamirajo. Sam sem v tem, mislim, ne glede na to, če ima menedžere pa PR-ovko, še vedno smo v Sloveniji in še vedno smo tako mali, da moramo sami največ promota delati sami sebi. Naslednja bolj na easy. Tako, Repreka Masaja gostuje zraven. In to je tudi edini beat, kjer nista Gimme Productions pa Jan Irak, ampak je na tem beatu, se pravi, tu se pojavi tretji producent iz Zagreba, bolj znan kot Dance, dosti sodelovanj ima z skupino High Five, pa ne vem, Kukus Klan, z njimi sodeluje iz Zagreba, tako da isto je en od boljših producentov na Balkanu, zelo obetaven. Kontaktiral sem ga preko interneta, smo se pa spoznala v Zagrebu in on je tudi en tak zelo dober producent in mi je čast, da mi gostuje na albumu. Lep dan v soseski, jaz pa klizim po cesti v easy po plejsi. Alo G-lega, kje si? Te poberem pred bloku, pa gremo na deci. Enga split hit, 3 zvit in jih pihnit. Keep it, lega G-shit, pa ni treba našihtit. Zvečer imamo žurko, jutri je piknik. Zdaj smo odrasli, familija, poslu, račune imam čiste. Drugi so časi, sa mene stvari ostajajo iste. Še vedno ga haslam vsak dan, moj skant, pop neko shotgun. Rad mam, čilanje langsam, za mojih par glavnega vedno cajt mam. Ko smo v vajti, zroli 2-3 privaki, podaj hit. Me se zuje ta skank ven iz najkic, se naslonim in dam si nazaj zic, pa počutim se prožno.
ko da me drži anestetik. Ko sem pod ozo, letimo ko NASA, visoko do Marsa, direktno iz placa v kozmos. Ne vidimo se več tako prej, zato nam je vsako slavje posebno. Slow down, lega easy, tule lifestyle je geto, tempo je tehno, pa lega pasi raj. Dali smo čez skupi marsikaj, friend ne pozabit, ne klican ko rabiš, zato pa za frende vzam si cajt. In pej počas, čas bo počas, lega bo na easy, počas, čas bo počas, lega bo v easy. Slow down, don't rush, lega bo na easy, čist na easy, lega bo na easy. Bona easy, bona easy, bona easy, bona easy, bona easy, bona easy, bona. Ker tudi če so težki časi, treba si je včasih vzeti čas zase. Stari moj pe bo počasi, že če vstavi čas ne da se. Ne stoj hiter, kada zraste cvet, rabi dozoret svoj pogled na lasten svet. Treba vedno met kot prosti med, življenje vzet in prav zadet, da ne ostaneš brez. Življenje prehitro gre mimo, ko gas ne spustimo. Preveč hitimo, s tem preveč zgubimo globino. Izčilan z ekipo na ulici zbrani, vedno na kani med člani na obali. Vasa se pali v omari kalkani, beč ni več isto ko lani. Bona easy, bona easy, bona easy, bona easy, bona easy, bona easy, bona. In pej počas, čas bo počas, lega bo na easy, počas, čas bo počas, lega bo v easy. Slow down, don't rush, lega bo na easy, čist na easy, lega bo na easy. Tudi tada album King Kong je naletel tudi na dober odziv kritikov, kot je Brate. Ja. Si pohvaljen. Čeprav sem pričakoval mogoče malo več teh ocen, ampak ja, gospod Matjaž Ambrožič, res tak stari maček iz naših, bom rekel, iz zakulisja Slow medijev, je pač res dal eno tako, nisem pričakoval tako dobro oceno oziroma recenzijo. Sem bil kar presenečen, da me je pač omenil, da kao to zmoremo samo, kao jaz, Klemen pa Antoko, tako da mi je to bila velika čast, da me je sploh primeril s takimi ljudmi. Sem pa pričakoval malo več recenzij, no, sem mislil, da se bo še kdo upiknil v mene, pa mogoče dal malo kako še bolj konstruktivno kritiko, da bo kje malo še najdel kako napako ali pa kar mu ni všeč. Ampak ja, to, kar sem prebral, sem pač zelo zadovoljen, tudi ljudje so zadovoljni in mislim, da smo kar dobro delo naredili. Dokazuješ, da si postal zrel. To definitivno. Pa ni nazadnje influencer, kot si prej omenjal, ali svojo podjetniško pot sedaj tudi kažeš mladem? Ja, delno, mogoče ne še toliko fejst, ker sem še vedno, bom rekel, v neki začetni fazi svojega SP-ja, ko mi 2 leti v bistvu delujem kot firma, ampak sem že dobil neke intervjuje oziroma pač neke delavnice, kjer bi šel pač malo predstavljati, bom rekel, muziko in svoj posel kot nek business side, da jim dam nasvete, kako začeti, kam se obrnati, ker so mladi ponavadi polni ambicij, ampak ne vejo, pač ne poznajo nekih istočnic, kako se vršiti v posel, kako se lotiti zadev in speljati pač to na nek bolj formalen način. Tako da definitivno delno že to delam čez intervjuje, ampak čim bom rekel jaz stopil na en tak večji nivo, bom tudi pač delil svoje znanje, ker bi rad definitivno pač pripomogel k tem. Predzadnja bo Generalka. Ja, pač Generalka je v bistvu bil zadnji komad, kjer sem posnel sploh za svoj album, poleg Viktorja. Mislim, da sem Generalko zadnjo posnel in hotel sem še narediti neki pač Generalko, pač neko čistko oziroma pač pokazati še malo več tehnike in povedati še par stvari, kjer nisem čez komade povedal in to povem tukaj v tem komadu, pač kar mi še manjka mogoče na tej naši hip-hop sceni, pravi neki punči, tehnika in pač to tukaj pač pokažem. Yeah,
Lega daj me bilo kjer beat, da ga zmrvim, flow lega more klizit. MC-je ne morem več čakat, ker so za mano, pa ga moram dalje pičit. Raperi hočejo bit hit, mal pop in street shit, mal hard in bling bling, a izpadajo face whack, fake rap na playback. Vidimo se šablon, šabani vejo da nimajo pojma, nimate fajne muzike rajne, delite ker me ne furat po sranje. Nimate flow, nimate stila, nimate jebeno dobrega skila, džabe denari, kuja v spotih, mene ne morete impresionirat. Vse to cheap shit, če ne morete spitnit, pol ne morete bit sik. Mam neki za hejte, lami skadite, če pa še vam big dick. Razlika med mano in vami je to, da vam jaz postavljam trende. Vi ste jebena kopija, jaz pa game changer. Prehard za vas, za sceno in prehard za medije. Jebeš fejke, rap kolege, niste rap legende, niti vredni omembe, silite v ospredje. Vi bi ga fafali tule za radio in pa za fake oglede. Lahko me hejtaš, sam me vedno čekiraš, zato ker moj fancy. Palite kič, ker si poceni kot cipa, ki hoče bit fancy. Hajde lega nesrad, nisi prestiž, niti classic, lega waxy. Ne glumi mi narkos, fake G, wanna be lega, to ti ni Netflix. Raperi bi radi ga ubijali, ne morete ubijat, če ne morete MC-at. Če fejkate tole, rapat ne znate, ko čujem vas live, neki momlate. Niste iz ulice, neki mi glumite, klube ne punite, nimate publike, slabo prodajate, to kar mi nudite, teko na placu, kupite, kupite. Generalka je bila slišana z albuma King Kong, tady tada še z mano. Če pogledava še naprej, kako boš razvijal svojo glasbeno pot? Pa nadgrajeval bom vse, kar nisem delal, bom delal naprej. Neverjetno, ampak 100% bom tudi naredil kaj v našem srbo-hrvaškem jeziku, ker se mi zdi, da v Sloveniji smo, tako sem rekel, omejeni, je neka jezikovna barijera in če hočeš kaj več, če hočeš na malo večji trg, enostavno moraš iti z drugim jezikom in se mi zdi pač glede na to, da so moje korenine odol, da nimam nobenih barijer tukaj in da glede na to, da poznam že ljudi iz Zagreba, Bosne, Hrvaška, Bosna, Srbija in sem povezan z njimi že vrsto let, da so na vrsti sodelovanja z njimi. Tako da definitivno Balkan. Imam tu zdaj neke močne sponzorje, s katerimi tudi nekaj delamo v ameriškem, se pravi v pač prvotnem jeziku hip-hopa. Tako da vse bo šlo v zelo velike projekte, v samo nadgrajevanja in mislim, da se lahko še veliko pričakuje od mene v prihodnosti. Potem upam, ko boš velika zvezda, da se še vseeno oglasiš v našem studiu. Z veseljem, definitivno. Se bo kaj odro odprlo sedaj, ko se vse skupaj malo sprošča? Ja, prvi koncert oziroma prvo promocijo smo prestavili iz aprila na 21. avgust v Velenje, na največji festival Kunigunda, ki se dogaja enkrat letno v Velenju. Se pravi 21. avgust, festival Kunigunda, MC Plac Velenje z vsemi gosti. Zdaj pa jaz, da potrkam srčno, upam, da bodo takrat vse v redu in da bo vsaj več kot 100 ljudi na kupu. Za ostale datume pa dajmo še malo počakati, ker vemo si, kakva je situacija in sam upamo, da se pač to izgine in da se lahko spet podružimo v živo. Seveda pa naj poslušalci spremljajo družabna omrežja, pa bodo videli oziroma zasledili, kje si. Tako. Zaključila bova z zmago oziroma Viktorjem. Ja, si zmagovalec. Definitivno. Vedno pride vse na svoje, vsak poraz vodi pač naprej v nove plane in v nove zmage, tako da na koncu mora biti zmaga in jaz verjamem v to in verjamem v pozitiven konc. Pravijo, da če ni zgodba pozitivno končana, pol še ni konec. Tako da vsi moramo verjeti v to in mislim, da se na koncu vse postavi na svoje in to je to. Viktor prihaja v eter, tada hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala tebi, Boštjan, in vsem pozdrav ljudem iz delne Prlekije in okrog. Nočejo videt me gor na vrhu, sam vem, da le ga prevzemam. Jaz sem ta češnja zgori na torti, če oni so krema. Radi bi videli me dol na tleh, fuck ja, tule vemo kdo je hasla, moj folk tu je spreman. Prihajam z asfalta, gradim počasi, legata imperij, Rockefeller. Sanje so Bill Gates, Versace Donatella. Medtem ko delam tale cash, tebe koka dela. Dišim po šuškah, von od Chanela. Imamo da stas, delamo denar, delamo gas. Bilo kam pridemo, vedno pokidamo vas. Hejti se čujejo bla bla, jaz jih ne čujem, ker haslam. Jači od njih vsak dan, prišel po svoje sem Viktor, zmaga. Hejti me, ticker, hejti, yeah, yeah. Hejti me, ticker, hejti, yeah. Hejti me, ticker, hejti, yeah, yeah. Hejti me, ticker,
ker hejti, sam tvoje mnenje mene ne hrani. Lega, to je moj life, moj cajt, moj biznis, moj rizik. Jebeš tvoj fake shit in pa tvoje lajke. Nikol ne moreš stopit notu moje najke. Prišel iz nas, zdaj predstavljam vrh. In če ne bi se tukaj povleku, bil bi mrtuval zaprt. Zato pa boli me lega, kaj si misliš. Jebeš to, kar si čul, rajš verjem to, kar vidiš, bitch. Imamo da stas, delamo denar, delamo gas. Bilo kam pridemo, vedno pokidamo vas. Hejti se čujejo bla bla, jaz jih ne čujem, ker haslam. Jači od njih vsak dan, prišel po svoje sem Viktor, Smaga. Hejti me, digger, digger, hejti, yeah, yeah. Hejti me, digger, digger, hejti, yeah. Hejti me, digger, digger, hejti, yeah, yeah. Hejti me, digger, digger, hejti, yeah, yeah. Yo, folk, kaj dogaja? Z vami je Tadi Tada in vi poslušate Radio Aktivno.